da vam nekaj spregovorim o Trstu. Jaz sem Jože Pirjevec, živim v Trstu, sem precej študiral in delal in pisal o Trstu, tako da vam bom na hitro povedal, kaj si mislim o tem mestu. Najprej rečemo, da je seveda mesto na vodi, glede na to, da je tematika letošnjega festivala voda, je treba pač poudariti, da Trst brez morja ne bi bil Trst. Nastal je kot tržišče, kot center izmenjave blaga med raznimi plemeni, ki so živela v tem prostoru. To so bili Iliri, so bili Kelti, pozneje so prišli Rimljani. Ko je rimsko cesarstvo propadlo, so prišli razni Goti, Vizigoti, Longobardi in Slovani. In vsi so prišli in odšli. Samo Slovani so ostali. In sicer so ostali v celotnem agrarnem prostoru okrog mesta, razen samega središča, kjer je pač še živelo prebivalstvo, ki je govorilo najprej pač latinski jezik, pozneje furlanščino, še pozneje, ampak dosti pozneje beneški dialekt. In seveda, ampak tudi Slovani so živeli, oziroma Slovenci so živeli v srednjeveškem Trstu. Imamo polno pričevanj o tej njihovi prisotnosti in ne smemo pozabiti, da je resnično sama predmestja Trsta so bila popolnoma slovenska. Pri najpomembnejši cerkvi v Trstu, katedrali svetega Justra, kaj je raslo? Je rasla ena ogromna lipa, ki je, kako vi veste, eno slovansko drevo. Kdaj je za nas Slovence Trst postal zares pomemben? Postal je pomemben v prvi polovici 16. stoletja, zaradi tega, ker se je zgodilo nekaj nenavadnega. Da je tržaški škof Bonomo šel v Salzburg, tam slučajno srečal enega mladega fanta, ki se mu je zdel precej inteligenten in ga je povabil, naj pride v Trst kot njegov scholar, torej kot njegov šolar. On je namreč Bonomo, ki je bil zelo inteligenten človek, nažalost nimam časa, da bi vam kaj več pripovedoval o njem, ampak je bil zelo inteligenten človek in odprt, evropsko odprt. On je začel te svoje scholarje poučevati ne samo v latinščini, ne samo v italijanščini, temveč tudi v slovenščini. Zaradi tega, ker je bil pač škof enega širokega območja, ker so živeli Slovenci in je vedel, da bodoči duhovniki bodo morali pač s temi Slovenci delati in imeti kontakte. In tako je Primož Trubar postal, bi rekel, začetnik našega naroda. Naš narod, ki je bil do sedaj v bistvu brezobličen, je dobil s Primožem Trubarjem in za njegovimi sodelavci, je dobil prvo pisano besedo in torej prvi literarni jezik. En pomemben tržaški zgodovinar Fabio Kozin, če se ne motim, ampak še kdo drugi, je rekel, vedno en levičar seveda, je rekel, Trst, najbolj pomemben trenutek v življenju Trsta je bil, ko je lahko oplodil z italijansko kulturo slovenski narod. In to se je faktično zgodilo. Na kar so šla stoletja,
Približali smo se letu 1683, ki je odločilnega pomena za nas, kajti tistega leta so cesarske sile premagale Turke pod Dunajem. In s tem se je začel konec turškega cesarstva, ki je trajal 2 stoletji, ampak je spremenil odnose sil v tem našem prostoru, v Jadranu, na Balkanu, odločilno. Kajti od tistega trenutka dalje je Jadran postal praktično odprt za trgovino. Ne samo Jadran, temveč cel vzhodni Mediteran. Poleg tega je začela propadati Beneška republika. Zakaj je začela propadati? Zaradi tega, ker so se glavni trgovski tokovi premaknili proti Atlantiku. Tako da je avstrijski cesar, ki je bil gospod Trsta od leta 1382, je sklenil, da bo tukaj ustanovil eno pristanišče za hinterland, za zaledje, in je se domislil nekaj zelo pametnega. Bilo je treba pač priklicati zmožne ljudi v to mesto. Mesto je bilo majhno. Konec 17. stoletja je Trst štel okrog 5000 prebivalcev. To je bilo treba dobiti ljudi. Odkot? Predvsem iz vzhodnega Mediterana. In če si hotel ti pridobiti ljudi, si moral dati seveda ene določene ekonomske olajšave, in to je cesar Karel VI, še bolj pa njegova hčerka Marija Terezija, to sta ona dva naredila, ker sta dala Trstu praktično, sta ustvarila Trst kot svobodno mesto, brez carin, tako rekoč, in obenem ne samo ekonomske olajšave, temveč tudi versko svobodo. Tisto, kar se nam zdi danes samo po sebi umevno, da ti si lahko kar hočeš, kristjan, pravoslavec, žid, musliman, v 17. 18. stoletju ni bilo samoumevno. V Trstu so lahko ljudje molili tako, kako so hoteli. In to pomeni, da je Trst postal eno privlačno središče za mnoge podjetne ljudi iz celega vzhodnega Mediterana, Sredozemlja, pa seveda tudi iz zaledja. Tako da so prišli sem Srbi, Grki, seveda, Židje, zelo številni Židje, Armenci, številni, seveda, Italijani, Furlani iz raznih koncev in, logično, tudi Slovenci. Kakšna je bila razlika med prvimi in drugimi? Medtem ko so ti ljudje, ki so prišli v Trst, ti tujerodci, ki so prišli v Trst, bili podjetneži, so imeli tudi nekaj pod palcem in so se v Trstu kmalu zelo so se obogatili. Je treba samo pogledati palače, ki so jih nekateri pač sezidali v Trstu, konc 18. začetku 19. stoletja. Torej, ti ljudje so postali bogati. Naši Slovenci, ki denarja niso imeli in ki so prišli v mesto predvsem kot fakini, kot delavci, so sicer fizično zgradili Trst. Jaz pravim, Trst je nastal s pomočjo slovenskih rok, ampak njihova prisotnost je bila nepomembna. Zaradi tega, ker so bili pač nižji sloj. In ta nižji sloj je ostal praktično v mestu
eno stoletje in pol. Ne da bi kogarkoli motil, preprosto zaradi tega, ker do srede 19. stoletja nacionalno vprašanje v bistvu se ni postavilo. Trst je zgledal eno, bi rekel, preveč reči italijansko mesto, ampak eno mesto, kjer se je govorilo predvsem beneški dialekt. Zanimivo je to, da je beneški dialekt spodnesel prvotni furlanski jezik. Zakaj je spodnesel furlanski jezik? Zaradi tega, ker ti tujci, ki so prišli, Grki, Židje, Armenci, Srbi in tako dalje, so imeli en skupni jezik. In skupni jezik trgovine v vzhodnem Sredozemlju je bil skozi stoletja beneški dialekt. Kako je danes angleščina, tako je bil takrat beneški dialekt. In oni so torej nekako usilili in nadomestili furlansko narečje z beneškim narečjem, ki je seveda zelo bastardno. Če vi govorite po tržaško v Benetkah, vas bodo gledali z viška, zaradi tega, ker je eno skrpucalo. Tržaški dialekt je eno skrpucalo. Slovenci so v prvi polovici 19. stoletja nekje pač živeli v svoji niši, zelo skromno. Imeli so edino srečo, da so od tega trenutka dalje, zdaj ne vem, kako je bilo v 18. stoletju, ampak v 19. stoletju se je zgodilo, da so bili vsi škofje, ki so bili imenovani v Trstu, ali Slovenci ali Hrvati. In ti škofje so bili nacionalno zavestni že v prvi polovici 19. stoletja. Jaz imam recimo eno poročilo, kako je škof Ravnikar šel na Dunaj, bil sprejet od cesarja in cesarice in je govoril po slovensko, ker je hotel poudariti, da je Slovenc. Cesarica, ki je bila savojskega rodu, ga je ustavila in je rekla, jaz se zastopam nič, tako da govorite v enem jeziku, ki bo meni razumljiv. Ampak zadeva je zanimiva, je simbolična, ker kaže, kako je vendarle se začela med duhovščino, ampak ne samo med duhovščino, ampak tudi v prvih meščanskih uradniških krogih, ki so začeli nastajati v Trstu, se je začela oblikovati ena nacionalna zavest. In ta zavest je tako rekoč eksplodirala leta 1848. Kajti takrat, ko je prišlo do tako imenovane pomladi narodov, ko so razne nacionalnosti Habsburške monarhije začele zahtevati ustavo, svobodo, pravico govora in tako dalje, so se zbudili tudi Slovenci. Ne, da bi seveda šli tako daleč, kot so šli Italijani, ki so zahtevali odcepitev od monarhije. Slovenci se niso niti sanjali, da bi se odcepili od monarhije. Ampak so zahtevali, da bo njihov jezik v Trstu enakopraven z italijanščino. In tukaj je prišlo prvič do spopada, kajti italijanski meščani, ki so imeli v rokah občinsko upravo, so rekli ne. V Trstu, oziroma tako so rekli, oziroma eden od teh, ki se je bavil, ki je imel pod sabo
šolstvo, Derin se je klical, je rekel, eno mesto ima lahko samo en jezik in ta jezik je italijanski. Tako da je torej ta prvi poskus slovenskega vzpona v Trstu propadel. Je pa bezoma zelo zanimiv zaradi tega, ker takrat so Slovenci začeli prvič izdajati svoj časopis, Slavijanski rodoljub, ki je izhajal v hrvaščini in v slovenščini in se začeli tudi povezovati s drugimi Slovani, ki so živeli v mesti. Vi veste, da v tistem času je bila ta ideja slovanske vzajemnosti precej močna. V 50 letih ni bilo mogoče praktično nič narediti zaradi tega, ker je v Avstriji prevladala tako imenovana Bachova diktatura, torej en močen centralizem, ki je skušal povezati državo pod enim klobukom in enim jezikom, in ta jezik naj bi bil nemščina, seveda. Nakar je Franc Jožef, cesar Franc Jožef, ki je bil takrat še zelo mlad, je bil premagan v severni Italiji v boju proti Piemontu, je moral odstopiti Lombardijo, pozneje tudi Benečijo, Italija se je združila in Franc Jožef je bil prisiljen, da da ustavo. In tako avstrijski narodi so dobili eno določeno politično pravico, ki je bila seveda precej omejena, predvsem na bogate sloje, ampak je vendarle dovolila eno določeno svobodo besede, ki so jo Slovenci v Trstu takoj izrabili. Zanimivo je to, da so v tem času v Trstu se pojavili prvi slovenski kapitalisti. Ne vem, če ste kdaj slišali ime Kalister, če ste slišali ime Gorjub in še seveda so bili tudi drugi, ki so imeli kar dosti denarja, Kalister posebno. In ti ljudje, namesto da bi se poitalijančili in se vključili v gospodujoči sloj, so se ohranili kot Slovenci. In tako imamo v Trstu nastanek na začetku 60. let prve slavijanske čitalnice. Začne se eno določeno intelektualno gibanje, ki je še vedno seveda zelo skromno in zelo omejeno, ampak začne se tudi nacionalni spopad. Kajti, poleg slovenske zavesti se oblikuje v Trstu tudi italijanska nacionalna zavest. Italija, ki se je združila, postane za številne sloje ena privlačna sila. In veste za koga predvsem? Za Žide. Tržaški Židje, ki so bili pritepeni vse povsod, so bili Aškenazi, so bili Sefarditi, torej eni so prihajali z Italije, z Balkana, drugi so prihajali iz srednje Evrope in tako dalje. No, ti Židje so odkrili, da je Italija do židovskega elementa dosti bolj odprta, kakor Avstrija. Katoliška Avstrija je bila pravzaprav antisemitična, je začenjala postajati in je bila vedno bolj antisemitična. Vsega tega v Italiji ni bilo, preprosto zaradi tega, ker v Italiji praktično židovskega elementa prebivalstva je bilo zelo malo. Vsega skupaj, predstavljajte si, v celi Italiji jih je bilo okrog 50,000. Razpršenih, tako da povprečni Italijan enega Žida praktično ni mogel srečati. V Trstu
pa so imeli, tako rekoč, posebno v drugi polovici 19. stoletja in na začetku 20. so imeli v rokah škarje in platno. In dejstvo, da se je začel uveljavljati v mestu en element, ki je bil agresiven, ki je hotel prevzeti oblast v mestu oziroma vsaj imeti iste pravice, kako z gospodujočim slojem, ki je obenem hotel uvesti v upravo svoj jezik in je začel misliti na eno možno spremembo Habsburške monarhije v 3 države. Vi veste, da je nastala leta 1867 dvojna monarhija, ne? Med tako imenovano Cisleitanijo in Transleitanijo, Avstrijo in Madžarsko. No, ampak sedaj se začenja pojavljati tudi ideja, da je treba ustvariti en tretji pol. In ta tretji pol seveda naj bi bila Jugoslavija. In Jugoslavija naj bi imela v bistvu 3 pomembna mesta. Zagreb, Ljubljano in Trst. In Slovenci so začeli gledati in misliti na Trst kot na svoje pristanišče, na pristanišče bodoče združene Slovenije. Tako da se ta spopad zelo hitro razvije, že konec 60-ih let postaja, bi rekel, kar virulenten, tako da se zgodi leta, če se ne motim, leta 1867, Branko Marušič me bo mogoče popravil, ali 67-68, pride do prvega krvavega spopada med Slovenci in Italijani v Trstu. In sicer zaradi tega, ker so Slovenci imeli tako imenovano mestno stražo ali nekaj takšnega. Torej oni so imeli nalogo, da varujejo, da ščitijo red in mir v mestu. In ti fantje so bili vsi iz slovenske okolice. In to je seveda začelo motiti italijansko gospodo. Tako da je, kot pravim, tam, kjer so danes portiči di Chiozza, ne vem, če poznate toliko Trst, da se orientirate, je prišlo do enega pretepa. Meni se zdi, da sta najmanj dva sta bila ubita. Na italijanski strani, ne na slovenski strani. In če danes greste tja, boste videli eno veliko palačo z enimi takimi kolonami in gor na tej palači so reliefi, kjer vidite en boj. In spodaj piše, tukaj se je pol stoletja tekel boj med Italijani in barbari, ali nekaj takšnega, tako v tem smislu. V resnici tega boja ni bilo. Razen tega primera, ki sem ga omenil zdaj, tega krvavega primera, ki sem ga omenil zdaj, ni prišlo v stari Avstriji, v bistvu ni prišlo do takih izgredov. Ampak zagotavljam pa vam, da je bil nacionalni konflikt, vsaj na verbalni ravni, izredno oster. Takrat ljudje, kakor danes, niso pazili na besede. So izrekli tisto, kar je padlo na pamet. In tako je, torej so Italijani seveda so trdili, da Slovenci nimamo kaj tukaj opraviti, ker da smo barbari, ker nimamo kulture, ker smo nič.
Slovenci pa so rekli, da so Italijani seveda eni lopovi, da jim ni verjeti, da so proti Avstriji, kar so tudi večinoma bili, in da če hoče Avstrija ohraniti Trst, mora računati na Slovence. Na Dunaju jih nihče ni poslušal. In tako smo prišli do Prve svetovne vojne. A ja, še to moram povedati. Kot pravim, konec stoletja, na začetku 20. stoletja, je se ustvarila ena precej močna slovenska buržoazija v Trstu in simbol te buržoazije, tega meščanstva je bil Narodni dom, ki so ga oni zgradili v centru mesta kot manifest svoje prisotnosti. V Trstu, veste, je vsaka skupnost skušala nekako dokazati svojo identiteto in tudi svoje bogatstvo s tem, da je zgradila eno mogočno cerkev. Začeli so Grki. Grki so že v 18. stoletju zgradili tisto cerkev, ki je na Nabrežju, v popolnoma neoklasičnem stilu. Če greste mimo, pojdite noter, ker se splača, ima enega izmed najlepših ikonostazov, kar jih jaz poznam, in sicer ves v srebru. Pol stoletja pozneje so Srbi tudi zgradili svojo cerkev svetega Špiridiona, ta pa je v neogotskem stilu, kar je zelo čudno za srbsko cerkev, za ortodoksno cerkev, v neogotskem stilu z enim ikonostazom, ki je ves v zlatu, seveda. Potem so prišli evangeličani, ki so naredili eno majhno kopijo Kölnske katedrale. Tudi Angleži so imeli svojo cerkev in druge skupnosti, na kar so Slovenci sklenili, da ne bodo zgradili cerkve, ker ni bilo treba zgraditi cerkve za Slovence, seveda, temveč kulturni dom, kulturno središče. In to je bil en unikum, ampak to je bil za Trst, za tržaško meščanstvo, takšen strašen izziv, da je težko povedati, zaradi tega, ker so se fizično zavedali, kako bogati so Slovenci in kaj vse zmorejo. In Židje so bili tako besni, da so 4 leta pozneje postavili kot odgovor na ta Narodni dom svojo sinagogo, ki je največja v Evropi. Eno ogromno sinagogo, ki jo verjetno tudi poznate, v sirskem stilu, vzhodnjaškem stilu. Jaz vedno pravim, da bi jo lahko postavili na oder za opero Nabucco. Zelo impresivna, moram reči. In vse to kaže, kot pravim, ta konflikt, ki se je razširil ne samo na meščanske sloje, ampak tudi na delavstvo. Treba je opozoriti na dejstvo, da je Trst postal proti koncu 19. stoletja in v začetku 20. stoletja tudi eno pomembno delavsko središče. Smo imeli en številen proletariat s kar 3 socialdemokratskimi strankami, eno slovensko, ki se je imenovala Jugoslovanska za pravici, drugo italijansko in tretjo nemško. Te stranke so bile pod okriljem avstrijske socialdemokratske stranke, ampak so vodile vsaka svojo politiko in so v tem smislu bile zelo
aktivne, skušale so najti tudi en skupni jezik, kar se tiče bodočnosti mesta. Kajti v tem času se je pojavljalo vprašanje, kaj bo s Trstom, komu dati Trst, komu naj pripada Trst. In tako imamo praktično 3 odgovore. Na eni strani so irredentisti, se poznate ta termin, ne? Irredentisti, zakaj irredentisti? Irredento pomeni tisti, ki ni odrešen. V katerem smislu ni odrešen? Ni odrešen zaradi tega, ker ne pripada pač Italija, ker Italije še ni. Torej, na eni strani smo imeli irredentiste, na drugi strani smo imeli slovenske nacionaliste, ki so zahtevali eno tretjo Jugoslavijo, in potem smo imeli pa tudi te socialdemokrate, ki so pravili, v bistvu bi bilo najbolj pametno, če bi Trst postal ena svobodna državica, da bi razvil to svojo avtonomijo, ki jo je pač skozi stoletja imel, in vedno znotraj Habsburške monarhije, in postal torej središče vseh teh raznih nacionalnosti. Naš Henrik Thuma je predlagal, da bi Slovenska univerza nastala v Trstu. Zaradi tega, ker je rekel, kaj bo Ljubljana, kaj bo delala ena univerza v tisti zakotni Ljubljani, ki je bila faktično takrat eno majhno mesto. Boljše je, če ustvarimo univerzo v Trstu, kjer je en kozmopolitski center. Ne? In tako si je predstavljal, da bo nastala ena univerza, ki naj bi bila bipolarna, takšna, kako je bila v Pragi. V Pragi je bila nemško-češka, v Trstu pa slovensko-italijanska. Do univerze nikoli ni prišla, seveda. Izbruhnila je Prva svetovna vojna. Naši ljudje niso vedeli, kaj storiti. Nastal je velik na začetku vojne, ko so pričakovali napad Italije, so mislili, da bo Italija takoj prodala v Trst. In vprašanje, ki se je postavljalo, je bilo, kaj bomo naredili, kako bomo reagirali. Zakaj? Zakaj se je postavljalo to vprašanje? Zaradi tega, ker Italija se je povezala z Antanto, v kateri je bila Rusija. In kako naj se naši ljudje borijo proti eni zaveznici Rusije? Ker vsi so bili seveda zaljubljeni in zagledani v Rusijo. Tako da to vprašanje je bilo dolgo časa, nekaj tednov, kakšen mesec, je bilo precej pereče. Na koncu so rekli, se ne bomo protivili prihodu Italijanov, ampak to naj ne pomeni, da se mi strinjamo s tem, da Trst postane italijanski. Seveda, zavest, kaj hoče Italija, je bila jasna. Italija je hotela imeti eno strateško mejo, je hotela imeti pravzaprav tista področja, kar se nas tiče, ki so segala vse do Postojne. Veste, zakaj tudi? Zaradi tega, ker v glavi italijanske inteligence je rimska Italija resnično segala do Postojne. Če vi pogledate meje Italije, ker je bila, mislim, kot administrativna enota združena, znotraj cesarstva. Če pogledate te meje Italije za časa cesarja Augusta, boste ugotovili, da se pokrivajo z mejami, ki je zahtevala Italija, s tem, da je pristopila k Antanti in se angažirala v Prvi svetovni vojni. To je bil, ta korak je bil seveda en kriminal, kajti tako imenovani Londonski pakt je bil podpisan, ne da bi italijanski parlament sploh kaj vedel o njem,
To je bila ena mahinacija kralja Viktorja Emanuela, nekaj glavnih ministrov in nekaj glavnih generalov. Jaz vedno pravim, da to je bil najhujši zločin do samega italijanskega naroda, ki so ga Italijani zelo, zelo drago plačali. In seveda zločin pa tudi do nas, ki smo praktično se znašli z eno ogromno vojsko na naših mejah in na našem teritoriju. In če bi šlo tako, kako so si Italijani predstavljali, bi oni šli gor, ne do Bolca, ampak bi vdrli proti Idri in proti Ljubljani in na to v smeri Budimpešte in v smeri Graca. To, kako vi veste, se ni zgodilo, ampak kljub temu Italijani so bili v bistvu premagani. Kajti kobariški polom za njih je bila zadnja zmaga Habsburške monarhije. Zadnja velika zmaga Habsburške monarhije in zadnji trenutek, ko so Slovenci še, bi rekel, verjeli v Habsburško monarhijo. Pozneje se je dokazalo, da je bil to en labodji spev. Italijani so sicer končali vojsko na svojem teritoriju, ne na našem, ampak ko se je postavilo vprašanje meja, so imeli v žepu tako imenovani Londonski pakt. In so zahtevali, da velike sile ta pakt tudi pravilno, za ta pakt pravilno plačajo. Američani so sicer rekli, mi nimamo s tem nič za opraviti. Predsednik Wilson je bil zelo kritičen do tajnih paktov, ampak jasno je, da na koncu so tudi oni popustili. So popustili tudi zaradi tega, ker konec koncev, veste, Slovenci nismo bili ena identiteta. Nas nihče ni poznal. In tudi nismo imeli enega političnega razreda, ki bi bil zmožen primerno nastopiti. Tako da smo torej bili polaženi na Pariški mirovni konferenci, pa bili polaženi na celi črti. Tisti del Slovenije, ki se je nekako lahko rešil, je skočil na voz zmagovitih Srbov, ki so bili s svoje strani hudo tepeni med Prvo svetovno vojno, ampak so vendar bili zmagoviti in priznani od vseh drugih zmagovalcev. In mi Primorci smo končali pod Italijo. In Italija je prišla k nam z enim generalom, ki je bil, bi rekel, dokaj razsvetljen, kajti imenoval se je Petiti di Oreto, en Piemontez, ki je izdal en proglas, v katerem je obljubljal vse mogoče, da bo Slovencem še boljše pod Italijo, še boljše kot pod Avstrijo, da bo Italija spoštovala vse slovenske pravice in tako dalje. Od vsega tega ni bilo nič, kajti že liberalna Italija je začela z raznarodovalnim pritiskom, je prisilila predvsem intelektualce, da gredo proč in začela tudi preganjati duhovščino. Kajti prepričani so bili, da če bodo uničili intelektualce in če bodo uničili duhovščino, bodo s kmečkim prebivalstvom z lahkoto obračunali. Tudi zaradi tega, veste, ker so mislili, da smo mi resnično eni kmetavzori, brez kulture in brez zavesti.
Oni so gledali na kmete, tako kako so gledali na svoje kmete. Njihovi kmetje so bili zares takšni. A veste, koliko je bilo nepismenih v Italiji leta 1914? 70% prebivalstva. Torej, ti vojaki, ki so prišli se boriti k nam in ki reveži so padli, ne da bi sploh vedeli, kje so bili v veliki večini nepismeni. In poraz oziroma zmaga pri Kobaridu je, kako pravijo nekateri, spopad med pismenimi in nepismenimi. Torej, mi smo bili pismeni in smo reagirali drugače, kako so Italijani pričakovali. Tako da je in zanimivo je to, da so prvi, ki so res začeli se aktivno angažirati, so bili prav duhovniki. Duhovniki so ustanovili, primorski duhovniki, so ustanovili društvo svečenikov svetega Pavla, ki je, zakaj svetega Pavla, apropo, kot nasprotnika svetemu Petru. Ne, zaradi tega, ker so hoteli italijanska cerkev je hotela tako romanizirati avstrijsko cerkev. Dejstvo je, ki jo je našla tukaj, dejstvo je, da naši duhovniki so bili visoko izobraženi. Jih ni bilo mogoče niti primerjati z italijanskimi duhovniki. Zaradi tega, ker naši duhovniki so naredili goriški seminar, ki je bil ena prava univerza. Oni so imeli univerzitetno izobrazbo. Italijanski duhovniki vsega tega niso imeli. No, tako rekoč, torej ti duhovniki so bili prvi, ki so se začeli organizirati. Potem se je začelo oblikovati društvo, ki mu rečemo Tiger. Ne? Vi veste, da to ime je več ali manj izmišljeno. V Trstu se je to društvo imenovalo pravzaprav Borba in tako dalje, ampak vse je važno, ni važno. Sedaj mu rečemo Tiger in naj ostane Tiger. To je akronim za tiste dežele, ki so jih hoteli pridobiti. Trst, Gorica, Istra in Rijeka. In s tem se, po mojem mnenju, začenja eno novo poglavje v zgodovini našega naroda. Zaradi tega, ker se je prvič v našem narodu zgodilo, da so bili mladi ljudje pripravljeni žrtvovati tudi življenje za svobodo. So bili seveda nacionalisti. So si delali iluzije o Jugoslaviji Karađorđevićev, ki so bile absolutno pretirane. Tista Jugoslavija ni bila vredna počenega groša, ampak oni so mislili, da bodo pač v tisti Jugoslaviji drugače živeli, seveda ne bi drugače živeli kot Italijo, kjer je pritisk postajal vedno hujši. Ko so prišli fašisti na oblast, pa celo, ne, prej že, je začela liberalna Italija in potem je pa še stopnjevala in nadaljevala še bolj agresivno fašistična Italija s spremembo priimkov, z ukinjanjem šol, kulturnih inštitucij, uničevanjem seveda gospodarstva in tako dalje, pošiljanjem ljudi v konfino. To je bila ena novost, ki je noben človek prej nikoli ni slišal. In mi Slovenci smo nenadoma postali en problem za Mussolinijev režim. Mussolini je na začetku, proti koncu 30 let, celo mislil, da bi slovensko vprašanje rešil tako,
da bi praktično Slovence poslal na Kosovo. In je predlagal knezu ali Stojadinoviću ali knezu Pavlu, da bi prišlo do tega premika, kako so hoteli narediti z Nemci z Južne Tirolske, ne seveda. Sej je bilo, mislim, precej normalno v tistem času misliti v teh kategorijah. Na srečo je med tem časom izbruhnila druga svetovna vojna. Jaz vam moram povedati, da se vprašujem, kaj bi bilo z nami, če ne bi bilo vojne. Če ne bi bilo druge svetovne vojne, z nami Primorci. Vprašujem se, koliko časa bi mi lahko ustrajali pod tem režimom in kljubovali temu nacionalnemu pritisku, ki je bil res grozan. Prišla je druga svetovna vojna. Italija se je vpletla na strani Nemčije v to vojno. Veste, kaj je rekel general Jodl, eden od glavnih Hitlerjevih generalov? Italija je Hitlerju podtaknila kukavičja jajca, ki jih je moral na to Hitler zvaliti. In zaradi tega je tudi izgubil drugo svetovno vojno. Kajti Italija je najprej izgubila vojno v Grčiji in je moral Hitlerji pohiteti na pomoč. Nato se je znašla v težavah v Severni Afriki in je moral Hitler priteči na pomoč. Hitler sploh ni nameraval iti v Severno Afriko, pa niti ne v Grčijo. Ker je bilo treba iti v Grčijo, si je bilo treba zagotoviti nevtralnost Jugoslavije in tudi zaradi tega, ker je Hitler že nameraval napasti seveda Rusijo. Pri čemer je Jugoslavija propadla kakor hiša iz kart, tako rekoč v 10 dneh, toda medtem so Slovenci začeli misliti na upor. Torej, naš narod je v tem desetletju, v 30 letih, na začetku 40 let, naredil, po mojem, en evolucijski skok. V tem, da je bila tista generacija tako pogumna, da je stopila proti nemškemu nasilju, proti Hitlerju, ki je zmagoval v zadnjih 17 mesecih. In proti komu so se borili samo še Angleži. Torej, prišlo je do volje, do upora, ki se je potem izoblikoval seveda v Osvobodilni fronti. Osvobodilna fronta, kako pri nas, je nekaj povsem drugega od ostalih partizanskih gibanj v jugoslovanskem prostoru, zaradi tega, ker je bila naša Osvobodilna fronta na začetku ena koalicija, ne samo ideološka, temveč tudi intelektualna, in je angažirala široke sloje prebivalstva. Brez te podpore ne bi bilo nič, seveda. Osvobodilna fronta je nato vodila partizanski boj vse do končne zmage. Tukaj nimam časa sedaj, da bi na dolgo in široko pravil o tem. Vam moram samo povedati, da sem pravkar dal eno svojo knjigo o partizanih, ampak o vseh jugoslovanskih partizanov, in sem zelo dosti delal to, in vam rečem, da je to ena fascinantna zgodba. So zmagali
In so rekli, mi bomo si začrtali nove meje. Tako na Koroškem, kako tukaj na Primorskem. In s tem smo Slovenci prvič v naši zgodovini postali en evropski problem. Zaradi tega, ker ta naša teritorijalna zahteva je bila zelo moteča v Londonu in v Washingtonu. Ukoliko se je začela že nakazovati hladna vojna med bivšimi antihitlerskimi zavezniki. Na eni strani Angleži in Američani in na drugi strani Rusi, Sovjeti. In v tem kontekstu dejstvo, da je naša osvobodilna fronta, da je jugoslovanska armija postajala vedno bolj komunistična in da so se naši komunisti vrgli v objem Rusije, je bilo zelo moteče. Zelo moteče, ukoliko so se bali, da bo ta pritisk proti Zahodu, da se ne bo ustavil tukaj, da se bodo naši komunisti povezali z italijanskimi komunisti, da bo slučajno prišlo do enega komunističnega upora, prevzema oblasti tudi v severni Italiji. In če bi se to zgodilo, sami niso vedeli, kje bi se ta komunizem ustavil. In tako je torej ta naš mejni problem, ki je v bistvu zanimal, ki bi moral zanimati samo nas in Italijane, je postal en problem odnosa med velikimi silami. In Trst je bil jabolko spora. Kdo bo imel Trst, kdo ga bo zasedel. Z ene strani so pritiskale z italijanskega polotoka armade feldmaršala Aleksandra, z druge strani je pritiskala 4. armija jugoslovanske armade. Zgoraj v Avstriji je bila rdeča armada, ki tudi se ni vedelo, kje se bo ustavljal. In tako je torej zadeva postala zelo kritična, tako kritična, da so Angleži in Američani, oziroma Angleži, Churchill, je začel celo misliti na nekaj unthinkable. Operation Unthinkable, ne vem, če ste ga slišali ta termin. Operacija nemogoča, ki ni mogoče zamisliti, namreč spopad z Rusijo. Takoj po drugi svetovni vojni. In oni so že naredili načrte in so rekli, ta spopad bo izbruhnil 1. julija 1945. Kada so se zavedli, da je rdeča armada dvakrat bolj močna, kot so njihove čete v Srednji Evropi, so se temu odpovedali. Ampak temu so se odpovedali. Niso se pa odpovedali eni manjši operaciji, ki so jo imenovali Beehive, čebeljni panj, in sicer spopadu z Jugoslovani za Trst in za Koroško. No, rezultat vsega tega je bil ta, da je Tito moral kloniti. Ni bilo drugega, Stalin je molčal, je v spominih Koste Nadža, ki je bil eden od pomembnejših generalov, Titovih generalov, pripoveduje, kako so v Beogradu, v Belem dvoru razpravljali o teh problemih in je Tito gledal skozi okno in je rekel, ja, ampak Stalin molči. Stalin je molčal. In so Jugoslovani ostali popolnoma sami. In v tem kontekstu so morali kloniti, so se morali pač odreči Trstu in Gorici in to smo res izgubili na
biologne konferenci. Jaz moram sicer vam odkrito povedati, da po mojem bi bilo verjetno kar dobro, da bi pravično, da bi dobili Gorico, zato tega, ker Nova Gorica dokazuje, kako pomembno je eno mesto tukaj v tem prostoru, ampak je boljše, da Trsta nismo dobili. Zaradi tega, ker mi Slovenci ene 200.000 glave manjšine ne bi prebavili. In tako da je, mislim, rešitev, do katere je potem prišlo, je za nas najboljša. Ker smo prišli do morja. Kajti, zakaj smo mi Slovenci hoteli imeti Trst? Smo hoteli imeti Trst, ker smo hoteli imeti dostop do Jadranskega morja. In skozi celih 100 let nobeden ni niti pomislil na Koper. Kdo je sploh poznal Koper? Kdo je kdaj bil v Kopru? Vsi so mislili samo na Trst. Nazadnje se je zgodilo tako, da smo po enem srečnem naključju, ker se tržaško svobodno ozemlje nikoli ni udejanjilo, dobili Koper, dobili cono B, da smo začrtali meje, ki jih imamo danes in ki so po mojem zelo sprejemljive, čeprav verjetno bi lahko dobili še kaj več, ampak na vsak način, po mojem, so te meje sprejemljive, posebno zdaj, ko so odprte. Ampak, z druge strani pa veste, moram reči, problemi še ostajajo. Kajti meje v glavah eksistirajo. In če vi danes poslušate italijanske politike, vodilne, ali pa tiste mičkene, boste videli, da še vedno mislijo v terminih rimske Italije. Hvala. Kakšno vprašanje, prosim, dajte ga postaviti. Ja, prosim. Sam govorite glasno, ker sem malo gluh, oziroma ne pridite sem, če ne slišim. Kdaj je bila v Trstu pretvorba z narečja v italijanski jezik? V 18. stoletju. Kot sem rekel, v Trstu so govorili furlansko narečje, tržaška aristokracija oziroma patriciji, to je bila ena manjša aristokracija, ampak je bila. Tržaški patriciji so govorili v furlanskem narečju. In so pozneje to narečje opustili, zaradi tega, ker je beneško narečje postalo tako imenovani koine, torej jezike sporazumevanja med različnimi skupinami, nacionalnimi skupinami in verskimi skupinami, ki so živeli v Trstu. Kaj? Ali pa italijanščina? Ja, italijanščina je, kako bi rekel, je avtomatično prihajala s tem, da je bila pač knjižni jezik. Italijani so imeli svoj knjižni jezik. V Benetkah so govorili, še danes, vsi govorijo po beneško, tudi v Trstu še govorijo po tržaško. Ampak vendarle knjižni jezik je obstojal. In tako da imamo že v 18. 19. stoletju ljudi, ki znajo pisati in govoriti tudi po italijansko. Mi, Slovenci, veste, koliko pismenih smo imeli na začetku 19. stoletja?
5. Pismeni v tem smislu, da so znali napisati v slovenščini eno pismo. Ne, da so znali pisati, nekateri so znali pisati, ampak v slovenščini napisati eno pismo je bilo praktično nemogoče. In prav v tem smislu, po mojem, smo mi naredili en ogromen skok, kakršnega je malo kateri narod naredil v Evropi. Ker mi smo danes, jaz mislim, na špici evropskega, rečemo, evropskega intelekta. Jaz sem prepričan, da smo zelo blizu Dancem, Skandinavcem, torej tem najbolj razvitim evropskim narodom. To, da je dejstvo, da nam je uspelo v 2 stoletjih iz enega nepismenega naroda se spremeniti v en visoko izobražen narod, je en čudež. Ne vem, kateri narod je naredil takšen skok. Zakaj po vašem mnenju nije uspelo v obdobju od 28. oktobra 18 do 5. novembra 18 ustanoviti Banovino slovensko-hrvaško? Zaradi tega, ker v tistem trenutku smo bili tako Slovenci, kako Hrvati premagali. Mi smo izgubili skupaj z Avstrijo prvo svetovno vojno in smo morali na kakšen način stopiti pod srbski dežnik. Čeprav nekateri naši najbolj brihtni ljudje, kako je bil Ivan Cankar, so se zavedali, da gremo v eno družbo, ki bo zelo raznolika in v kateri bo težko živeti. Vi poznate tisti znameniti Cankarjev stavek, ko je rekel, ja, ampak naš kmet je bližje enemu tirolskemu kmetu, kot enemu Bosancu tam. Zakaj? Ker Cankar je bil eden od redkih intelektualcev, ki je šel v Bosno in je vedel, kakšne so razmere. Tako da torej, resnično mi v tistem trenutku nismo imeli nobene druge možnosti, kakor da smo se pač zatekli pod dinastijo Karadžordževićev, pri čemer ta dinastija se je izkazala za popolnoma nezmožno, ker niso razumeli dejstva, da Jugoslavija ni velika Srbija. In niso hoteli razumeti tega dejstva. Ne? Tako da je Jugoslavija zaradi tega propadla. Ne slišim več. Da smo ga izgubili. Ja, prevagalo je dejstvo, da so Angleži in Američani hoteli Italijanom nekaj dati za njihovo kobeligeranco. Poznate ta termin kobeligeranca? Ne, to je, oni so jim priznali po 8. septembru leta 1943, ko je Italija kapitulirala, so jim dovolili, da se borijo z njimi proti Nemcem. In Italijani so se tudi delno borili z njimi proti Nemcem, tako italijanska vojska, kako italijanski partizani, ne, ampak ni niti za primerjati z našimi partizani, absolutno je nekaj popolnoma nekaj drugega. Ampak na vsak način nekaj so tudi Italijani naredili. In predvsem je Angleže in Američane zanimalo to, da ohranijo svojo kontrolo nad Apeninskim polotokom. Kajti Apeninski polotok ima eno strateško vrednost, ki je nenavadna. Predstavljajte si, je kakor ena ogromna letalonosilka na sredi Sredozemlja.
In to so oni hoteli imeti pod svojo kontrolo. Bali pa so se seveda komunistov. Komunisti so bili v Italiji močni, ker so bile razmere tako strašno slabe in nepravične. Tako da, torej, Italijanom je bilo treba nekaj dati. Tito je pozneje v svojih poznih letih pravil o svojih pogovorih s Churchillom in je pravil, zdaj ne vem, ali je bilo res, ali se je on zmislil, da mu je Churchill že leta 1944 rekel, boste dobili Istro. Istra za njih, veste, oni niso imeli jasnih pojmov, geografskih pojmov. Ne? Istra je bilo eno ime za ves ta prostor, tudi za Primorsko. Boste dobili Istro, Trsta pa vam ne moramo dati, ker moramo dati tudi nekaj Italijanov. Ampak pozneje na pariški mirovni konferenci pravzaprav so hoteli tudi Italijanom iztrgati Trst in oblikovati eno svobodno tržaško ozemlje, ne? Ki ne bi šlo od Devina do Novigrada ob zalivu. To ozemlje na srečo se ni nikoli udejanilo zaradi razkola, ki je nastal med bivšimi zavezniki in zaradi hladne vojne, in tako je na koncu propadlo, na koncu je prišlo do odločitve, da bodo pač ga razdelili 50-50, polovico cono A naj dobi Italija, cono B naj dobi Jugoslavija. Ne? In zaradi tega smo mi tukaj, ker če ne bi bili v coni B, čeprav meja, kar se tiče tega prostora, je bila že začrtana leta 1947. Ja, se mi zdi, da še gospod je hotel. Kaj mislite o povezavi obeh ulic? Kaj? Kaj mislite o povezavi obeh ulic? Povezava? Obeh mest. Dve. Slište, jaz sem zadnjič bral en zelo lep stavek od vašega župana. Zelo lep stavek, ker veste, se govori, da bi obe gorici postali to kulturno mesto, kako je že, kulturna prestolnica, ne, mesete Evrope. In vaš župan je rekel nekaj zelo lepega, je rekel, da je treba pač to ustvariti, zaradi tega, ker je treba oblikovati eno sozvočje med obema mestoma, kar je edino pravilno. Koliko bo na italijanski strani posluha za to ponujeno roko, se jaz sprašujem. Nisem popolnoma gotov, da je italijansko javno mnenje dozorelo do te stopnje. Kako se kaže različen odnos, ki ga ima Slovenija do italijanske manjšine v Kopru ali Italija do slovenske manjšine v Trstu. V Kopru je dvojezičnost ena vsakdanja praksa. Jaz sem imel zadnje čase, poleg drugega, tudi opraviti na sodišču, ker se tožim z rektorjem Marušičem, verjetno kaj veste o tej zgodbi. Ma ne samo jaz, tudi 12 drugih kolegov, ki nas je vrgel z univerze, češ da smo nesposobni. In tam na sodišču so vsi napisi po italijansko tudi. Bi te jaz videti, če grem jaz v tribunale, tamle v Trstu, da vidim eno slovensko besedo. Niti ene. V bistvu gre za simbolne stvari. Ampak simboli so zelo pomembni. Dejstvo, jaz pravim, dokler Trst ne bo dvojezičen, nima smisla, da govorimo o prijateljstvu med Slovenci in Italijani.
Naši politiki v Ljubljani tega ne zastopijo. Hvala za vašo pozornost.